Dobro ste prebrali. Danes bom govorila o pogrevanju hrane. Ne morete verjeti, ne. Ja, res je, sveže je najboljše, ampak življenje pogosto ni optimalno. In če morate hrano pripravljati na zalogo, je torej čas, da izveste, kako to narediti, da bo še vedno zdravo, polno hranil, neoksidirano in da vam bo dalo več energije. V čem je problem s pogrevanjem? Največji problem s pogrevanjem je ta, da nekatera živila v času pogrevanja izgubijo eterična olja, izgubijo antioksidante, koristne snovi se celo spremenijo v obremenilne. Po drugi strani pa, če ne pregrejemo tega, kar bi morali pregreti, potem pa imamo zelo nevarna živila. Če ste me pazljivo poslušali, osnovna skrivnost je v tem, da veste, katera so to nekatera živila, ki jih ne smemo pogrevati in katera so to živila, ki jih je obvezno pregreti, če želite uživati varno hrano. Da vam bo bolj jasno, v čem je skrivnost zdravega pogrevanja, smo jih dali na 3 različne podlage. Torej, poglejmo rdečo podlago. Tle imamo živila, predvsem beljakovinska živila, na katerih se zelo rade naselijo salmonele, listerije, escherichia coli in različna druga golazen, ki jo ne želite v svojem telesu. Torej, ne glede na to, a imate recimo ribo, a imate mogoče pečenega piščanca, tofu, seitan, sire ali mogoče kakšno jed, ki vsebuje sveža jajca, je to obvezno pogreti. Drugače, resnično tvegamo, mogoče ne, da nas bo zastrupila salmonela, ampak da nas bojo zastrupljali izločki, ki jih je salmonela ustvarila, predno smo mi še enkrat zadevo pogreli. Največji problem s pogrevanjem je, da se ljudje ne zavedajo, da ko živilo stoji, dokler mi ne ugotovimo, kaj se bo pojedlo in kaj ne, in ko mi potem z mize pobiramo ostanke, ki jih bomo pakirali, ja, v tem času se procesi že začnejo. Torej, ni problem nekaj narediti na zalogo, če boste takoj, ko ste živilo skuhali, dali to v posode, zaprli in spravili na varno. Tako kot delate marmelade, tako kot delate paradižnikove omake, na enak način bi morali tudi juhe, pečenke in ostalo spraviti, predno se shladijo pod 70 stopinj. Drugo področje so živila, ki jih v osnovi ni treba prekuhati, če ste jih pravilno pripravljali. S tem če je mišljeno, s čem ste jih skupaj pripravljali. Torej, če ste naredili riž na vodi ali s kakšno začimnico, ali proso, ali le skuhali stročnice, ali popekli zelenjavo, potem tehnično gledano, če se to ni dolg časa pacalo na toplem in če smo to pravočasno spravili v hladilnik, tega vam ni treba še enkrat pogrevati. Ko bomo ta živila pregreli, bomo ta le dodali, da postane jed ravno toliko topla, kot nam ustreza. Zdaj pa morate vedeti, kaj je noter. Torej, lahko je ta juha mejni primer. Če se je slučajno kuhala skupaj z mesom, potem sodi v to kategorijo. Če smo le skuhali bučno juho ali korenčkovo ali kakršnokoli drugo na vodi z malo soli in brez teh občutljivih začimnic, ki ne prenesejo pogrevanja, potem jo imamo na rumeni podlagi. Tretja živila pa so tista, zaradi katerih je pravzaprav pogrevanje na tako slabem glasu. Ko vi v jedi že imate recimo začimnice, ki so v prahu in ki bojo s pogrevanjem popolnoma izgubile svoje eterično olja, ali imamo recimo sveža zelišča, ki tudi razpadejo pri ponovnem pogrevanju, ali če v jedi že damo kakšne oreščke ali kakšne kroglice ali kakšen sir ali kakšno smetano, ko še enkrat to zakuhamo, jed dobi popolnoma drugačno konzistenco. Seveda obstajajo tudi živila, ki jih sploh ni pametno pogrevati, ker potem boste pogrevali razpadne produkte, ki so škodljivi za telo, recimo tipični primeri so gobice, spinače in krompir. Če slučajno ne veste, zakaj krompira ne pregrevamo, preberite članke, ki so na spodnjih povezavah. Torej, kako bi se zdaj lotili jedi, moramo začeti drugače pripravljati. Če bomo ločeno pripravili, bo brez težav možno jed ponovno sestavljati tako, da v njej dobimo vso bogatstvo antioksidantov iz svežih rastlin in istočasno popolnoma varne beljakovine, ki so tukaj. Če sem bila prehitra, pa niste uspeli ugotoviti, kaj vse je tle na mizi, smo za vas pripravili tudi PDF, v katerem so natančno napisane jedi in pod katerimi pogoji sodijo v katero kategorijo. Link najdete od spodaj, kliknite
Naročite se na naše brezplačne posnetke in vsi skupaj bomo jedli veliko bolj zdravo, če tudi včasih nimamo dovolj možnosti, da vse pripravimo sveže.